Pretresljiv primer, ki se odvija na sodišču v Londonu, zdaj sproža nova vprašanja o tem, kako daleč je iranski režim pripravljen iti, da utiša svoje kritike v tujini. Britanski tožilci pravijo, da je skupina romunskih državljanov izvedla napad z nožem na iranskega novinarja Porijo Zarati v imenu Teherana, pri čemer jih obtožujejo, da so delovali kot posredniki iranske države. Zdaj je Zarati, ki dela za opozicijski medij Iran International, preživel, potem ko je bil leta 2024 večkrat zaboden pred svojim domom v Londonu. In tožilci pravijo, da je bil ta napad skrbno načrtovan. Bil je finančno motiviran in je bil del širšega vzorca ustrahovanja, usmerjenega proti iranskim disidentom v tujini. Islamska republika Iran zdaj zanika kakršnokoli vpletenost, vendar pa sojenje znova usmerja pozornost na domnevne operacije Teherana daleč onkraj njegovih meja. Z nami je zdaj iranska aktivistka Mahid Beheshti. Tožilstvo to opisuje kot napad, ki ga je naročila država in izvedla prek kriminalnih posrednikov. Kako pogosta je ta taktika postala pri napadih na iranske disidente v tujini? Hvala, da ste me povabili. Če pogledate zgodovino iranskega režima, to sega nazaj do njihove politike jemanja talcev in doktrin, ki jih imajo že od samega začetka leta 1979. Morda lahko rečem, da zadnjih 40 let po iransko-iraški vojni, torej oni jemljejo. Če pogledate trenutno situacijo v Hormuški užini, poskušajo vzeti svetovno gospodarstvo za talca. To je popolnoma enaka situacija. Torej, vsak poskus atentata na novinarje in aktiviste, ki so kritični do režima, je podaljšek politike terorja in utišanja ljudi znotraj države. To izvajajo že zadnjih 48 let znotraj države. A hkrati so to politiko razširili tudi zunaj države. Tako politika jemanja talcev ni omejena le na ljudi. Zdaj lahko to zelo očitno vidimo v tem konfliktu z Izraelom in Ameriko. Poglejte drugo situacijo, ko izstreljujejo rakete in drone na arabske sosednje države. Praktično skušajo vzeti varnost za talca. Torej, to je njihova politika in to je njihova narava. Ne bodo popustili, ne bodo se umaknili. Morda obstajajo različni načini za zmanjšanje terorističnih dejavnosti režima, ampak z našega vidika obstaja samo en način, da se nevtralizirajo teroristične dejavnosti režima znotraj in zunaj Irana. In to je, da se nevtralizira sam režim. In to pomeni pomagati iranskemu narodu, da strmoglavi ta režim, kar trenutno podpirata predsednik Trump in premier Benjamin Netanjahu. Seveda opravljata odlično delo, vendar ves ta pritisk, ki ga imata na svojih ramenih, ni lahek. Mahid Beheshti, rada bi vas vprašala, kakšen strah in pritisk doživljajo iranske opozicijske osebnosti v Evropi, kot ste vi, ki živite v Londonu v tem trenutku? Kako zelo vas skrbi, da bi se to lahko zgodilo tudi vam, in kaj menite, da bi sodišče moralo storiti, če ugotovi, da je bila Islamska republika vpletena v ta napad? Mislim, da je Islamska republika 100% vpletena v ta napad. Ampak seveda MI5 tega zdaj noče razkriti. Razkrili so le vrh ledene gore, ko so razkrili, da je šlo za 20 poskusov atentata. Kot vidite, sam danes je minilo približno 3 leta in pol. Danes je minilo 1181 dni. Jaz in moji ljudje, prijatelji, taborijo na ulici v Londonu na King's College Street pred FCDO. Zunanje ministrstvo, da bi pritiskali na vlado, naj IRGC uvrsti na seznam terorističnih organizacij. Napadli so nas vsaj 5-krat. Vsake 2 tedna imam sestanke z londonsko enoto za boj proti terorizmu in od njih dobivamo posodobitve o grožnji, o stopnji grožnje. Trenutno je stopnja grožnje v Londonu zelo visoka. Judje, judovska skupnost sploh niso varni. Člani iranske skupnosti, ki kritizirajo režim, sploh ni varna. Ampak, kot sem rekel, morda britanska vlada, evropske vlade
delujejo na veliko različnih načinov, ki pa sploh niso učinkoviti. To je bilo dokazano v zadnjih 48 letih politika popuščanja pri tem zlobnem, barbarskem režimu ne deluje. Obstaja samo en način, da se nevtralizirajo dejavnosti režima, in to je, da se nevtralizira režim. In to pomeni pomagati Izraelu in Ameriki v tem konfliktu, za kar mislim, da smo na pravi poti, vendar bo težko. Iranski režim, dovolite, da s tem zaključim, je izgubil vse, razen večine zahodnih medijev. To je zelo pomembno, ker vplivajo na zahodne medije, akademske kroge, politiko in številna druga področja že 48 let. In tam uveljavljajo sebe in svoje ljudi. Seveda to ne bo lahko, ampak mislim, da smo na pravi poti. V redu, Vahe, rada bi se ti zelo zahvalila, da si se nam kot običajno pridružil iz Združenega kraljestva.